Denar, ki je na javnem skladu za projekte teh etničnih manjšinskih skupnosti, ki je danes v približno 80% za te narodne skupnosti, 20% pa za druge. In teh 80% naj bi prenesli na Ministrstvo za kulturo. Hkrati pa ministrstvo nalaga nekaj strokovnih nalog, ki do zdaj nobenih ni pokrivalo. Društvo so sami amaterji, marsikatera društva nimajo niti približno takega strokovnega kadra, ki bi lahko servisiral recimo delovanje društev. In zaradi tega je jasno nujno tukaj, da imamo neko podporo tudi strani države. Prinaša pa potem še, seveda, če bo zakon sprejet, člen zakona, ki govori o zagotavljanju učenja maternega jezika za vse pripadnike narodnih skupnosti, ki se omenjajo v tem zakonu. Glede same implementacije zakona je potrebno urediti potem neke pravilnike in tako naprej na Ministrstvu za šolstvo in še na Ministrstvu za kulturo. Na Ministrstvu za kulturo pričakujemo, da se bo vzpostavila posebna postavka, finančna postavka, iz katere se bojo financirale zveze in kulturna društva, ki se omenjajo v tem zakonu. Jaz sem realen človek in vem, da ko en tak zakon pride do faze sprejetja, se morajo narediti mnogi kompromisi, ampak to, kar je zdaj v tej fazi, je za nas popolnoma zadovoljivo. Hrvati so se na plebiscitu 90. leta odločili za samostalno Slovenijo. Te čas je bilo po popisu, nas je bilo okrog 50 000. Dobili smo obljubo, da bo vprašanje hrvaške manjšine primerno rešeno. 34 let potem obljuba dela dolg. Danes niti ene besede ni bilo o 5. poročilu Komisije Sveta Evrope za uresničevanje pravic manjšinskih skupnosti. Tam je slovenska država in tudi posamezna ministrstva so veliko zavezani s tem 5. poročilom. Vemo, da je čez 105 000 prišlo z prostorov bivše Jugoslavije na povabilo slovenske vlade in slovenskih delodajalcev od leta 2006 naprej.